Ja, nisem hodila v vrtec. In seveda on je mogel delati, dal mi je eno mizico, pa mislim, da je bil celo sam štokrle, pa imela sem pručko, pa en velik zaboj flomasterov in papirja in pa sem mogla risati. In sem jaz risala razne stvari, kar mi pač na pamet prišlo. Ne vem, niti se ne spomnim. Pač ure in ure je to trajalo, poslušala sva pa Martina Krpana, ki sva ga znala oba na pamet. In tako po nekajkrat, to je bila verzija Staneta Severja. Imeli smo pa to ploščo zato, ker je on naredil ovitek. Iz njegovih ilustracij je bil pol oblikovan ovitek. V gori laste Zelenbar komad in pa No, dobri moj nono. In to sva poslušala pač ves čas skozi. Jaz se spomnim, da sem pol včasih šla tam pod mizo, sem se tam igrala, ker pač imela sem tam tisti svoj svet. On niti ni kaj dosti govoril, nič. Včasih sva šla pol kakšen fuzbal še tako, kar smo potem tudi, je taka bogata tradicija tega hišnega nogometa, se je prenesla tudi, ko smo se v Škofjo Loko preselili. Smo imeli tako majhno žogico in jaz sem prišla s sošolkami in smo potem na dolgem hodniku igrali. On proti nam vsem. Tako. In je bilo zelo zabavno, dokler si jaz enkrat nisem roke zlomila, ker sem padla pri driblanju. No, tako. On se je blazno rad družil z otroki. Vedno je tudi prinesel iz trgovine sladkarije, indijančke, životinjsko carstvo. Indijančke je potem po tradiciji in načelu, da se ne sme vsega kuj pojesti, je indijančke skril v hladilnik, da ne bi takoj, pa pozabil, pa smo jedli pa 3 dni stare indijančke, recimo, ampak vedno je imel za otroke stvari, no, tudi kar vrata je odprl, pa je dal, ne, če je slišal, da gre kakšen otrok, tako da. Moj prvi tak najmočnejši spomin na Iveta je, ko sem imela 6 let, hodila sem v 1. razred. On je bil cel dan v ateljeju v Predmostu, zvečer je prišel pa k nam domov, tle, ki je mami imela učiteljsko stanovanje. In moj spomin je tak, da je on zvečer prišel, se je usedel za mizo, vzel zaktuke, pač skicirka ali pač karkoli imel v delu in je pač risal, ilustriral cele večere. In enkrat sem pustila na mizi eno svojo nedokončano risbo za domačo nalogo in zjutraj, ko sem vstala, je bila tista risba dokončana. In to je bila zimska ptičja hišica, ptičja krmilnica in je imel vse lepo z svojo eksaktno črto, je šel čez mojo risbo in je pač popravil. In to je en tak zelo močen spomin na njega in se pač povezuje z vsemi temi večeri, celo življenje, ker on vse večere tudi sedel za mizo in delal. On v bistvu ni bil nikoli brez dela, ne. Mogoče se je kdaj v legu po kosilu za malo časa, ampak ni bilo postopanja, pri njemu ni bilo, ne. On je pač ves čas lepo v miru delal. In isto je pač tudi ta spomin, ki je mami pa zvečer verjetno pripravljala za šolo priprave, ki je učila 1. razred. In ona je bila pač prva, ki je se poslužila tehnike ciklostila, ker so takrat šole opremili s tem. In je delala te učne liste, ona je pač napisala, pustila črto in je Ivetu dala, da je dopolnil te slikopise ali pa celostranske ilustracije. Skratka, s to šolo je kar nekaj let smo živeli. Seveda mama je imela to v šoli, ko so hodile te inšpektorice ali pa svetovalke iz Zavoda za šolstvo in so te njene liste pridno pobirale in jih zbirale na Zavodu za šolstvo in se je s tem
potem je nekako priromala tudi seveda do Mladinske knjige, ki je bila takrat založnik. In je bilo kar nekaj učbenikov narejenih na te osnove. Mislim, da tudi mami, ne vem, če je bila kje navedena kot avtor konec koncev in Ive kot ilustrator, ampak to so bili pač taki časi. Nikoli ni delal nobene razlike med nama, da tudi v sanjah si ne misli, da Nives recimo ni njegova biološka hči. Tukaj je bil popolnoma enak, se mi zdi. Bil je zmeri res, to je bil res topel človek. No. Res je bil tak oče in hkrati tudi mogoče mati. No. Mislim, tak, lahko se s njemu zatekel, znal je potolažiti, ni se nikdar prepiral. Se je ene parkrat v življenju povzdignil glas, ampak mislim, da na njegovem mestu bi takrat že do drugega drugega. In tudi z razlogom, seveda. Neko varnost si čutil pri njemu, zaupanje, mislim, vse, kar je ene res nimam za reči. Mogoče ravno ta prevelika, bom rekla, predober je bil, a ne? Tako skoraj nismo mogli biti tako dober otrok, da je bil on dober oče. In sploh smo skozi slabo vest. Je pa recimo pa tudi imel je strašno rad red. Jaz sem imela sobo tako kot večina najstnikov, pa mogoče, mislim, te imajo zdaj pospravljeno, jaz je še vedno nimam. Ne. In on je zjutraj, ko sem jaz šla na faks, pa to, jaz sem prišla nazaj, so bili vsi svinčniki po ošiljeni, v redu, vse. Najine poti so se srečale, ko sem jaz imela 6 let. Ne. In takrat sem ga jaz začela klicati stric Ive in sem ga vikala. In sem ga tudi vikala celo življenje. Ta stric mogoče malo kasneje, ko sem se poročila, recimo, sem eliminirala, ampak vikala sem ga pa vedno. Pa ga je moj mož tikal, pa so ga moji otroci tikali, ta najino vikanje pa ostalo, ampak v bistvu to ni bilo nič, nobene prepreke. Mislim, midva sva imela res, se pravi, mene je vzel on, mislim, da za svojo hči in jaz sem bila vesela, da sem dobila še ta drugega očeta, sem imela 2 krasna očeta. Ne? In tudi ta, konec koncev ta odnos, moj oče, Ive, pa mama Seli, so imeli vedno zelo lep. Moj oče je prišel k nam na obisk, ne, kar je bilo za tiste čase ni bilo glih običaja. Ne, tako da se mi zdi, da ta medčloveški odnos je bil, verjetno so ga vsi trije zgradili, ampak Ive je imel sigurno veliko vlogo. Ne, to spoštovanje do drugih, ne se, ne vem, prepirati, premisel, v miru, pač se pomeni z ljudmi, ne, nikdar ni se prepiral. Predvsem pa, ne vem, ta odnos do dela, ne vem, če smo se ga čist nalezli, ampak nam ga je skušal vcepiti, no, tako da. Ko sem bila po njegovem zadosti stara, me je nekako hotel naučiti te tehnike in hkrati ne bi tudi bilo to moje kot počitniško delo. Ne. Jaz sem si blazno želela delati v recepciji hotela, kjer je moja prijateljica delala, ampak nisem smela, sem mogla z njim delati vsa poletja. Ampak no, takrat mi je bilo to kar težko, ker te freske so bile za njega tudi stres. Pač jaz vem zakaj, ker je to res naporno in celodnevno in tako opravilo. Takrat pač nisem razumela, bil je malo živčen vedno pred tem. Delal se je vedno od 5 do zjutraj do noči, a ne. In seveda sva šla skupaj na teren. Jaz sem šla skozi vse te klasične faze vajeništva. Najprej sem bila pač pometala oder, nosila vodo. To je šlo počasi. Dokler nisem
prvič tam na freski Poljanske vstaje, ko sem bila stara 15 let, se mi zdi, že lahko kopirala in naredila ta napis, ki je okrog freske. Pa tudi, recimo, sem začela, pa mešala sem pa že prej, barve sem mešala in jaz sem pač on je rekel, približno, imel je seveda zelo dobro barvno skico, jaz sem pol s pigmenti pač probala to nekako približati, ne, in pol so imela vedno dodaten omet, kjer sem pol mu kazala tako, in pol, ko je bilo njemu všeč, včasih sem lahko že kaj podložila, največkrat pa pač sama, ne, potem kasneje šele. Žal je pa, ko sva lih dobro lahko začela, je pa umrl. Tako da sem še nekatera njegova naročila v velikem strahu pač prevzela, bilo še skupaj z bratrancem, Gigom Debrejo, ki je tudi slikar, ki tudi pomagal mu, včasih smo bili vsi trije pri večjih projektih. Bilo pa res zabavno, to je bilo pa nadvse zabavno, že ko smo delali, danes jaz za velike freske uporabljam printe, ne, tam naprintati na 1:1. Takrat smo pa delali vse na mreže in se plazili po tleh, tako 6-7 metrske, ampak zelo smo se zabavali vsi trije, ker res njegov občutek za humor je bil pa nenadkriljiv in nas je vedno reševal, tudi kadar smo bili. Bolj smo bili utrujeni, bolj je bilo zabavno. Ilustracija, saj v tem času, ko sem bila jaz, mu ni bila tista prva stvar in izziv, in kakor sem razumela tudi njegovim kolegom, bila je eksistencialna nuja nekako, a ne? Čeprav vem, da je tudi, vsaj videti je bilo, da se je temu popolnoma posvetil in tudi užival. Vem pa, da so mu mogoče ravno njemu dajali veliko delati prizora še iz kmečkega življenja, enobeja in podobne teme, ki jih je tudi v slikah obravnaval. Tako da delo je vedno z akvareli. Danes se dostikrat vprašam, kako je lahko s tistimi navadnimi barvicami na navaden risalni list naredil take fantastične stvari. Veliko živali, veliko tudi raznih, ne vem, motivov iz narave ali pa geografije, pa on ni imel kam pogledati. Danes karkoli pogledaš in na splet knjig. On praktično, če je imel kje kakšne črno-bele vire, vse te poze živalske, ki jih je mogel, odkot. To res občudujem. Meni tudi na misel seveda ni prišlo, da uporablja kakšno drugo tehniko kot akvarel pa tuš, ki je on tako delal. In isto sem naredila najprej skico, potem jo prenesla na boljši papir in tako dalje. Pravzaprav sem čisto posnela način, brez da bi razmišljala. Akvarela ni uporabljal v tem smislu akvarela, nekaj, da se razliva, nekaj tako, ne. On je pač je tudi transparentnost noter, no, samo je njegov akvarel je zelo eksakten, ne, v primerjavi z, ne vem, s Milanom Bizovičarjem, njegovim sodobnikom pa to. Tuš pa seveda njegova eksaktna risba in likovno razmišljanje sigurno najbolj primerna. Ni pa maral nikoli, ko so prišli akrili, on se nikakor ni hotel, pa so ga prepričevali kolegi, ne, koliko je to zdaj res super, sušijo se stvari, lahko greš hitro čez vse to. Nikakor, niti pogovarjati se ni hotel o akrilnih barvah. On je zelo malo govoril o svojih slikah, res zelo malo jih je razlagal, zelo prav ni rad. Mogoče je tudi ta varčnost z materiali. Nam večkrat je rekel, če bi mi to v partizanih imeli. In on je tudi porabil čisto vsak kos materiala. Ko je mami si kupila te najlon pegi nogavice, je on tisti karton lepo odrezal in je njegova miza je bila v bistvu polna teh narobe obrnenih kartonov
In zvečer je doskrat kar še na tiste kartone od Pegi Nogavic, kakšnega ptička narisal. In ta varčnost v bistvu z materialom, da se nič ne zavrže. Ne? In tudi tako je bilo. Pri nas je bilo res živahna hiša, veliko ljudi, ampak Ive je imel pa svoj mir in njegova miza je bila nedotakljiva. To pa ni smel nobeden nič in tudi smo seveda to spoštovali. Če si pa slučajno se je kdaj zgodilo, da si pač se nekaj usedel za mizo pa kaj premaknil in tako je vedel, da so tisti kartoni od Domačice in Pegi Nogavic kaj premaknjeni. Sicer je bilo zelo težko, ker je bil tako on skozi tam. On je dejansko barve, ki so mu zvečer ostale, oljnate, jih je špahtlom postrgal in jih tudi uporabil za podloge na teh kartonih. Da je še porabil tiste barve. Je naredil prav podlogo, pa je pa ptiča naredil čez par dni gor, ker je bilo vse suho, že. Ali pa včasih, ko imamo te debele nanose, teh kot suhega cvetja, pa to je v bistvu on pa leto počistil na ta način. Ta hoja po gozdu, to nama je v bistvu priljubil, da smo tudi opazovali naravo. Šopke, nikoli ni vedno je prinesel z gozda ali pa steka, ki je tekel v Crngrob, takrat še noben ni jogging se šel, on je si oblekel zjutraj superge, kratke hlače in v Crngrob in je vedno z gozda prinesel kakšno mehno rožico, recimo en teloh, eno drobno rožico in so bili vedno kakšni taki mehni drobni šopki po hiši. In tudi po zimi, ko je že bila zima, sneg, pa je še najdel kakšno suho rožico, pa jo prinesel. Ta odnos do narave, mislim, da je bil skozi prisoten. Tudi najrajše pa seveda imel zimo. Ne vem, zakaj se mu izdela pokrajina taka lepa, spokojna. In tudi v tem času je najdel toliko enih lepot, pa kaj je snežil, tle je bil pred oknom in je opazoval sneženje, to ga je zelo očaralo. Kamorkoli je šel in kamorkoli ni šel rad, sploh ni hodil rad nikamor. Ampak če je že mogel kam iti, je v vseh obrisih po krajini, hribih iskal podobnosti z Blegošom. In tudi kaj zelo rad slikal. Manjkrat je pa hodil gor, da bi zdaj tako hodil, ko so danes hodil, vsak dan na Lubnik, pa take, to on ni. Ampak ja. Ga je pa gledal skozi ateljeja. V ateljeju je imel dokaj visoko okno, da je mogel stopiti na pručko, da je videl. In je kaj delal na pručko, pa je gor Blegoš pogledal. To mu je bil vsakodnevna hrana, pravzaprav ta Blegoš. Polanski Fuji. Ja. Naša hiša je res bila vedno središče. Res je to, da smo v bistvu čez dan, mislim, da smo vsi vsak v svojem kotu, v svoji sobi delali. Zvečer je bilo pa vedno živahno. Mislim, da so se ljudje tudi spoštovali to Ivetovo delo in se čez dan ni toliko. Zvečer je bilo pa in obiski in prijateljce najne. Če pa že so prišli čez dan, je pa dal jim tlele kakšne piškote kavo skuhu. Oni so lahko tle govorili pa ne vem kaj. On je pa gor delal in kimal ali pa tudi kaj pripomnil, ampak ni zdaj on sred dela kar nehal, pa tako da, zvečer pa tako da rad je narezal malo solame. In je mogla biti toliko na tenko narezana, da se je Blegoš skozi videl. Pa kruh, recimo zvečer, če niso bili obiski, ki so bili v dnevni sobi, ampak ta naša
ožja in širša druščina, smo bili pa ponovadi v kuhinji zelo rad zvečer, da je ta prvi kruh narezal, pa malo salame. In vedno smo mogli ta prvi ta star kruh pojesti. In če smo se kaj zmrdovali, je rekel, boste že videli, ko bo prišla kuga, lakota pa vojska. Zato sem jaz zmeri malo kasneje prisedla. Da sprašla na svež kruh. Ja, ko so bile te kolonije, Groharjeva, ta velika kolonija, ki je bila še, ko se je začel, to je bila v bistvu svetovnega formata, je vedno sta povabila Seli pa Ive umetnike en večer na večerjo v Poljane in vem, da se Seli se ful potrudila, ona je zelo rada kuhala, tudi iz Sofije Loren, kuharice, pa raznih pel aparat in to se je prav izkazala, da je naredila res take večerje. Jaz sem pa kar parkrat se mi zdi naredila pa jedilne liste za to. Vem, da je bila enkrat večerja Modigliani in da sem jaz pol neko žensko tam prerisala, pa vse napisala, kaj se bo jedlo, neke nenavadne hrane. No. Pač ti ljudje so pač pa, to je bilo na teh Groharjeva, drugač so pa tudi doskrat, so se družili. V Poljanah so počitnikovali tako Mihelič kot Stupica z družinami. V Poljanah je seveda tudi Igor Torkar, Miran Herzog, so imeli vikende, Jelka Suhadolnik kot glasbenica, Milano Sredkar, znanstvenik in to se je vse nekako pri nas dobivalo. Včasih tudi kje drugje, so večinoma pri nas. Ja, večinoma tudi mami tak medij. In so hodili, seveda hodil pa skozi tudi stric Jože, to je Civha. Globlja stvari sta bila pa s Civham prijatelja. In to sta sigurno, tist, ki sta bila pa sama, sta pa verjetno razglabljala, se pogovarjala o umetnosti pa tako. Ampak vsa druga klapa je bilo pa res en tak druženje, no. Mislim, da je tak prijatelj, ki ga ne bi smeli pozabiti, je pa Milan Butina tudi. Milan Butina je pa tudi, on je bil tak teoretik, je pa tudi se mi zdi kar dost govorila, pa ne tak. On je bil tudi en tak izmed dragih prijateljev, no, ko so hodili. No. Radi sodeloval s Pavčkom, ampak se mi zdi, ker sta bila tudi oba taka zelo podobna, taka nekako ruralna človeka. Branko Jurco, je bil pa s Potrčem. Ja, v bistvu to je tudi ona. Sta bila pa zelo dobra prijatelja, sta bila pa Zelenko Gerlovič. Ive je imel tudi eno tako humoristično plat predelave imenov in priimkov. Tako, rad je preimenoval ljudi, rad je dajal vzdevke, ampak ne žaljive. In tudi ti ljudje so vedeli za te. Se je tudi recimo, ker on dopoldne, ki je delal ali slikal ali ilustriral, je poslušal klasično glasbo, zelo rad opere, pa je tudi zraven malo pel. In Claude Debussy se je pač imenoval Claude Debussy. Tako so bile mnoga imena preimenovana.